Dijaki Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana so pred dnevi skupaj z mentorji gostili vrstnike iz tujine, s katerimi sodelujejo v evropskem projektu Sign Arts. Gre za poskus, da bi skozi umetnost povečali socialno integracijo gluhih in naglušnih mladostnikov. Projekt poteka sedaj prvo leto, v njem sodelujejo 4 države, Slovenija, Litva, Turčija in Italija. Kakšen je namen? Naši dijaki, gluhi in naglušni, imajo težave z implementacijo, z vključevanjem v družbo. Mogoče ravno s kulturo, z znakovnim jezikom, z gledališčem, pantomimo, s plesom, bomo poskusili, da ti dijaki izgubijo ta strah in se gluhim, drugi publiki na kakšen drugačen način približajo. S svojim delom, s svojimi nastopi, katere imamo v načrtu in svojimi izdelki, ki bomo pripravili skozi 2 leti, odkar traja ta projekt. Gluhim in naglušnim dijakom in tudi dijakom z drugimi motnjami umetnost pri vključevanju v družbo pomeni zelo veliko. In sicer, kaj je razlog? Oni se recimo pri pouku morajo učiti neke teorije, nekih dejstev, tako kot vsi ostali dijaki, ki so v bistvu za njih v tistem trenutku neživljenjski. Čim se v to vključi umetnost, da se to postavi v nek kontekst, tudi na nek način jim postane tudi zabavno, bolj zanimivo, je za njih to, kot da bi se jim cel svet odprl. Oni uživajo, oni radi sodelujejo. Dijaki v okviru projekta obiskujejo različne kulturne ustanove, ustvarjajo gledališke igre, poezijo, kreirajo modne in druge umetniške izdelke ter tako pridobivajo različna koristna znanja. Pri druženju z vrstniki iz tujine pa razvijajo strpnost do drugačnosti in krepijo lastno identiteto. I'm coming from Turkey, and in the context of project, we are 4 partners from each country, and we are taking the aim of introducing all the traditional arts, and you know there are different kinds of arts. For example, in Turkey, we have in Turkish names Gölge Oyunu. It is like shadowing games. Okay, and in Slovenia there are something else. In Lithuania there is something else, and all the teachers and students will get aware of those kind of arts, and they will meet together in different arts. So they will have a chance to get communication, to know each other and to know each other's countries and cultures. To, da se oni srečujejo s sovrstniki iz drugih držav in pomaga v tem, da vidijo, da niso sami. Slovenija je precej majhen prostor in tudi število gluhih, ali pa vsaj njihovih gluhih vrstnikov je precej omejeno in da oni
lahko srečajo sovrstnike iz drugih držav, je za njih zopet, kot bi se jim odprl svet. Tudi vidijo, da z njimi kar nekako lahko komunicirajo, ni treba neke angleščine ali kaj takega in jim dodatno daje navdih za njihovo življenje za naprej. Projekt Sign Arts ne koristi zgolj dijakom, pač pa je namenjen tudi mentorjem. Z izmenjavo izkušenj s kolegi iz tujine bodo poglobili znanje o gluhih in naglušnih mladostnikih. Projekt je namenjen tudi spremljevalcem, ki gremo skupaj na te mobilnosti. V prvi meri je to dobro, da vidimo delo sodelavcev v drugih državah. Se da kaj dobrega naučiti, kakšne dobre izkušnje pobrati od njih in potem uporabiti, implementirati v naš pouk. V Ljubljani se je v preteklih dneh družila pisana množica gluhih in naglušnih mladostnikov iz 5 držav. In zanimivo, na jezikovne prepreke nihče niti pomislil ni. Umetnost pač govori univerzalni jezik, mladostniška iznajdljivost pa tudi nima meja. Jezik tukaj pri 4 državah, 5 državah, če vzamemo še Makedonce, nikakor ni ovira. Če imamo mi, slišeči, težavo za komunicirati, ko pridemo v drugo državo, pri njih tega ni. Mislim, da tak projekt res pokaže, da umetnost nima meja.